Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V projekt omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, se je od leta 2016 do danes vključilo že preko 70 slovenskih občin, ki igrajo ključno vlogo pri postavitvi sistema in si prizadevajo za višanje kakovosti življenja svojih občank in občanov. Danes je v Krškem potekal dogodek predstavitev vidnejših rezultatov in načrtov izboljšanja fizične in digitalne dostopnosti sodelujočih občin in izmenjavi projektnih izkušenj s tistimi, ki so se projektu pridružile pred kratkim, ter tistimi posavskimi občinami, ki v projektu še ne sodelujejo. Poglejmo. Konkretno lahko povemo, da občina je ena tistih prvih, ki je pristopila v ta projekt takrat, v sami izvedbe kot take, ki so se začele intenzivno uvajati v občinah v letu 2019. In občina je takrat zelo zavzela to, resno stališče, tako da občina že spremlja te zadeve, kaj se odvija oziroma kaj treba še dopolniti oziroma spremeniti v prostoru. Seveda je pa to celoten razvoj, ki ni danes do jutra, če tako gledamo. Mi hočemo občinam nuditi celoten support na tem področju. Tukaj mislimo tudi še na tako na spletno dostopnost, ki je tudi ena od teh točk, da se pa tudi same internetne strani, če se tako izrazim, dostopne za te ljudi, ki so nekako funkcionalno ovirani, zlasti za sam vid ali pa za sluh. Tudi za te vse ostale informacije, ne samo za prostorske informacije v urbanem smislu, kot sem prej rekel. Inštitut se pa za mobilnostjo invalidov ukvarja že tam od leta 1990, ko smo začeli pravzaprav s slepimi in smo tudi prve karte za slepe razvili. Tako potem smo nadaljevali tudi, ker na projektu so 4 skupine trenutno vključene, se pravi so gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi, naglušni in pa starejši. Za vsako skupino je potrebno svoje podatke pravzaprav standardizirati in svoj del podatkov zajeti. Se pravi, tisto, kar je za slepega dobro, je za tistega, ki je na vozičku, pravzaprav slabo. Se pravi, slepi rabi neko vodilno črto, taktilni vodilni sistem. Tisti, ki so pa na vozičkih, pa rabijo čim bolj gladko površino in da ni teh skokov več kot 2 cm, vse, kar je več, je pravzaprav naporno ali pa invalidi na vozičkih ne morejo premagati ovire. Tako da mi imamo v bazi že preko 50-60 tisoč podatkov ta hip. Predvsem so to poti, ki se dajo z vozički prevoziti, potem so vse ovire, stranišča, parkirišča, ker pri invalidu je nekoliko drugače. Če se on odpravi na pot, pa če si predstavljamo, da gre doma iz hiše na pločnik, potem mora vedeti, ali je pločnik pravzaprav prevozen. Če gre za avtobusom ali pa vlakom, potem mora vedeti, če je dostopna pravzaprav postaja. In potem, če že gre na vlak, recimo, če bo lahko na drugi postaji prišel dol, tako da te stvari niso samoumevne in vsak invalid načrtuje vnaprej pravzaprav pot. Zdaj, če je kje vmes ovira, potem se tam seveda ustavi in ne gre naprej. In mi, ko zajamemo vse te ovire, dobimo tudi, zdaj bom rekel, produkcijsko bazo, ker ta baza, ki jo potem zajemajo sami invalidi na terenu, je namenjena za 2 glavna cilja. Eno je za potovanje invalidov in to imamo na pregledovalniku, pogledate gor, katere poti so prevozne in kje so ovire. Drug del je pa, da napravimo katalog ovir, se pravi, ko pa napravimo spisek ovir, je pa te ovire možno odpraviti potem. Zdaj, kdo pa jih mora odpraviti? Odpraviti jih mora pa lastnik. Se pravi, če je občina lastnik pločnikov, če je zdravstveni dom lastnik objekta svojega, mora vsak poskrbeti, da ima klančine, parkirišče za invalide, potem stranišče. Največji problem so pravzaprav stranišča, teh je malo in niso prilagojena, tako da mnogi invalidi mi rečejo, da bi lažje doktorat napisali, kot pa našli stranišče ali pa šli na stranišče, ki je prilagojeno pravzaprav invalidom. Sem 44 let že na vozičku kot paraplegik čisti, se pravi vezan na voziček. Moram reči, da sploh ni primerjave, kar se tiče nazaj.
pohvale vse v tej dostopnosti od kolesarske poti in tako naprej. Je pa zelo dobro, da imamo neko kontaktno osebo, na katero se lahko obrnemo, če so bilo kje zazna, kakšne potrebe po dostopnosti večji. Namen je ne samo za tako ranljive skupine, ampak pravzaprav za vse prebivalce občine kot take, temeljne celice, da dostopajo do vsakdanjih storitev, ki jih pač nujno potrebujejo na čim bolj enostaven način v naravnem oziroma v fizičnem smislu, tudi se pravi do vseh stavb, ki se pač javne storitve izvajajo, do parkirišč, do avtobusnih postaj in postajališč oziroma železniških in pa seveda do toalete, kjer je tudi to urejeno, do park in do vseh ostalih javnih površin, če gremo neko cestno mrežo. Skratka, da ima vsak na dlani, kako in kaj pride z ene točke v drugo, ne glede na njegove sposobnosti in zmožnosti ali pa celo oviranosti v nekem fizičnem smislu, v prostoru in času. Občina Krško se je ena prvih priključila pravzaprav že zelo na začetku, to je bilo 2018-2019, tako da pomeni, da imajo zelo dober odnos in da zaznavajo pravzaprav to problematiko. Tudi potem kasneje, ko smo že 2019 imeli še regijsko konferenco v Novem mestu, smo zelo aktivno sodelovali. Stanje se izboljšuje, to ni primerjave, ampak če se pa kaj zazna ali pa kako, bi rekel, pa takoj obvestimo in se takoj priključimo temu projektu, da se to odstrani. Če lahko rečem, za občino Krško imamo zajete podatke in mislim, da je to zelo lep primer, kako se občina pravzaprav tudi vključi v projekt. Projekt je v taki fazi, da napreduje že v 8 letu, pokriva že več kot 75 občin v Sloveniji, kar pomeni 1,3 do 1,4 milijona prebivalcev, s tem, da vse mestne občine razen ene že vključene noter in na podlagi tega se skuša celoten slovenski prostor pač pokriti, da bo pač dostopen, se pravi, da bodo ljudje imeli možnost, se pravi, tudi občine kot temeljne pripravljalce prostora v urbanističnem smislu, da potem ta prostor popravijo oziroma dopolnijo oziroma spremenijo ga, tako da ni nobenih naravnih ovir tudi v okviru prostorsko-relativnih pogojev v samih občinah. Skratka, da so vse prepreke take in drugačne odstranjene, to je naš temeljni cilj v naslednjih, 5-10 letih, da se Slovenija čim bolj dostopna postane in s tem tudi sledi celotnim pravilom, ki so na tem področju, se pravi od seveda konvencije o pravicah invalidov, ki govori tudi med drugim do dostopnosti kot take. Ta hip je vključenih že 75 občin, tako da so tudi ostale vključene, in povsod, če pogledamo, kako pravzaprav pridobimo podatke, to pomeni, da mi sklenemo z občino, ki želi sodelovati, pravzaprav dogovor, potem zarišemo območje, v katerem želimo zajeti pravzaprav podatke in potem gredo na teren sami invalidi pravzaprav na vozičkih in te podatke zajamajo. Trenutno, ne bom rekel, da je vse poskrbljeno tako kot za invalide na vozičke, kot za mamice z otroškimi vozički in tako naprej. In tudi starejši so, tako da zaenkrat je kar vse v redu. Če pa kaj opazimo, pa takoj sporočimo. Igor Zrinski je policijski inšpektor, ki v letalski policijski enoti opravlja delo pilota, inštruktorja in učitelja letenja. Svojo kariero je začel v domačem aeroklubu v Murski Soboti. Sprva je letel z jadralnim letalom, nato pa je njegovo izobraževanje in življenje zaznamovalo letenje na vse načine. Nenazadnje ga je pripeljalo tudi v Posavje. V letalski policijski enoti je že 22 let, zato ima dober vpogled v spremembe, ki so se zgodile v tem času. V pogovoru nam je zaupal, da največ dela povzročijo spremembe predpisov in priznal, da jim te spremembe včasih tudi kravžajo živce, ampak se morajo na nek način tudi novim predpisom prilagoditi in najti pot. Igor Zrinski, pozdravljeni. Ste pilot v letalski policijski enoti. Kje pa ste sicer začeli svojo kariero kot pilot? V domačem kraju, v Murski Soboti, v domačem aeroklubu, z najprej
šolanjem za pilota jadralnega letala, potem kasneje še v takratnih časih s pomočjo vojske, takrat tudi za pilota motornega letala. Potem seveda v klubu naprej, fakulteta za strojništvo, smer letalstvo. 7 let sem celo bil zaposlen tam v domačem aeroklubu z vsemi tistimi stvarmi. Potem letalska šola Solinerov in seveda na zadnje, zdaj da tako rečem, tukaj v letalski policijski enoti. In koliko časa ste že v letalski policijski enoti? 22 let. 22 let? Ja. Torej ste videli, doživeli marsikaj. Kako recimo spremljate recimo razvoj letalstva, razvoj recimo tudi ne nazadnje vaše enote? Ja, seveda je bilo marsikaj, se pravi, od zamenjave helikopterjev do zamenjave organizacijskega pristopa, do zamenjave predpisov, ki so zadej. Tako, po domače rečeno, nam velikokrat te stvari tudi kravžljajo živce, ampak se na nek način moreš, se na nek način najde pot. Ja, veliko je bilo sprememb, ne? In še največ jih seveda naredijo spremembe predpisov, zato ker takrat pravzaprav moraš spremeniti skoraj vse. A ne? To je tisto, kar se pozna najbolj, to bi recimo najbolj izpostavil. Predpise. Ja, tile nas najbolj zaposlijo, spremembe teh nam dajo največ dela. Največ dela. Ja. Kaj bi vi izpostavili kot neke karakterne lastnosti ali pa osebnostne lastnosti, ki jih ima vsak dober pilot? To je mogoče težko reči, ker vsi ljudje smo različni, dveh enakih ni. In nekako se pa v tem okolju mi moramo znajdeti, znati delati s temi razlikami, ker živi ljudje zamerijo, živim ljudje jih nekaj jezi in videli so, da take zadeve pravzaprav imajo, čeprav banalne bi rekli, znajo imeti zelo resne, tudi tragične posledice. Zato se je seveda v letalstvu razvil od 80-ih let naprej pravzaprav način sporazumevanja, dela v veččlanski posadki, kako torej ta komunikacija mora teči, da je pravzaprav to nazadnje varno. In mogoče v splošnem jeziku je povsem nerazumljivo, a piloti se morajo naučiti pogovarjati? Ja, se. Za tisto, kar počnemo, zelo. Torej, najbolj pomembna je torej komunikacija med pilotom, kopilotom in tehnikom letalcem. Ja, gotovo. Mi smo posadka, ne? Se pravi, mi moramo se med sabo sporazumevati na kratek, jedrnat, jasen način. Pravzaprav zelo hitro mora biti jasno, kaj je, in ljudje bi rekli, da ja, skupina, ki se hitro pozna, že namigneš, pa veš, kaj oni mislijo. Ja, ampak mi se ne vidimo. Dva gledata naprej, tehnik je zadaj, mi te možnosti nimamo, ne? Tudi ni stvar, da bi se čakali 20 let, pa da se vsi poznamo. Mi moramo v momentu, ko nekdo vstopi v operacijo, mora to teči. Zato pravzaprav rabimo nek sistem, šolanje, prav v tem segmentu, poleg vsega ostalega. In kaj so recimo tiste neke ustaljene fraze, termini, ki si jih izrečete pri eni operaciji? Jih je kar nekaj. Saj večina tistih stvari imamo tudi podlago. Mora biti tudi precej tega napisanega. Tako da pravzaprav ni ravno sproti izmišljanja, kaj reči. In smisel tega je ravno to, da v nekem kompliciranem okolju, kjer je veliko šumov, ker po televiziji, če veste, ko se nekdo pogovarja iz helikopterja z bazo, se slišijo jasno, kot da sedita v isti sobi. To nikoli ni slučaj. To je šumov, različnih vplivov in tako naprej. In treba je na neki način izluščiti. Zato je toliko pomembno, da so te fraze dogovorjene naprej, ker jih je enostavno veliko, veliko lažje razumeti. Nesporazumi se na ta način lahko zmanjšujejo na minimum. Del tega pogovarjanja je seveda vezano na helikopter sam, kot recimo rečemo vse v zelenem ali pa all green, kot radi povemo, ali pa moč je na tem nivoju Tork 72, ne, pravzaprav pove, ker takole, ne, zmeraj je dogovorjeno, da en malo bolj opazuje inštrumente, drugi seveda bolj okolico. In s tem je ta pomoč, ne. In zdaj, če mi nek kopilot pove na način, ki moram, kaj si rekel, in pogledati še enkrat, je pravzaprav vrednost tega že izgubljena. Se pravi, zato to mora biti. Tako da, če bi izpostavil eno, bi delal krivico, ker jih je pravzaprav veliko. In to je tudi tisto, zaradi česa rabimo veliko prakse, da postanemo učinkoviti, da se tako reče.
In koliko vzletov recimo vi naredite konkretno v enem letu, v enem mesecu ali pa v enem tednu? Po pravici nisem nikoli štel, je povsem odvisno, kakor je dan v dnevu, zna biti včasih tudi nobeden, včasih jih zna biti ne letov samih, vzlet pristanek, ampak nalog akcij je lahko tudi 4-5, res da je to težji dan, čez mesec 40-50, leto je pa potem podaljšek tega, vendar mi težko to načrtujemo točno, ker kot danes del tega je torej povsem pripravljenost, interventni nastop in kot se reče, včasih ni nobene, včasih grejo ena za drugo, tako da je v številu težko govoriti, gotovo pa vse po urah ne naletimo toliko, kot letijo recimo piloti potniških letal, vendar je pa njihovo delo precej bolj postavljeno v okvire, precej bolj enolično, če se mogoče tole, medtem ko je naše pravzaprav veliko bolj razgibano in se vsakemu posebej primeru moramo na nek način bolj posvetiti. Zmeraj je ene malo nečesa, kar ne veš točno, kako bo. Ne veste, na katero destinacijo boste v resnici leteli? To je še najmanj. To je še najmanj. Ne veš, kako so opremljene ekipe, ki ti bojo prišle na pomoč, ali so vajene dela okrog helikopterja, koliko izkušenj že ima tvoj tehnik za tem terenom, v katerega greš, ker zase recimo veš, to ne sprašuješ, ampak za vse drugo je pa pravzaprav veš, najbrž je toliko. In se pravi, v okviru tega je treba delati. Nazadnje se je treba tudi dogovoriti, tudi če ima kolega manj izkušenj, še zmeraj je treba del narediti. Točno to. In spet je pomembna komunikacija. Tako. Piloti ste pravzaprav na voljo ves čas, 24 ur na dan, drži. Kako torej poteka vaše delo? Ga upravljate v več izmenah? Ja, seveda, nekako smo razdeljeni in zdaj glavna delitev tega dajo načrtovane naloge in pa povejmo tisti klici, torej interventne naloge. Zdaj z načrtovanimi je lažje, običajno so ta okvir, ampak hkrati, kot imamo za isti dan načrtovane naloge, je seveda ena ali pa največkrat zdaj v zadnjem času celo 2 posadki, ki sta dežurni posadki in sta čakata na klic, ko se nekaj zgodi. Včasih, ko vemo naprej, da so naloge v nočnem času, so seveda načrtovane posadke za tisti čas, ko pa ni načrtovanega, pa imamo pripravljenost, da seveda, če je treba priti, pokličejo, pa gremo. Tako. Prej smo sicer že govorili o obvezni opremi vsakega helikopterja, kaj pa je neka obvezna oprema vsakega pilota? Kaj vzamete na helikopter s seboj? Mirne živce. Mirne živce in uniformo. Dobro, uniformo. Ne, sliši se kot šala, vendar je res. Se pravi, pri delu najbolj seveda lahko govorimo kombinezon, tole eno drugo, slušalke ali pa čelada ali pa kakorkoli. To je enostavno, vendar bolj pomembno je to, da pridemo z nekim pozitivnim naklonom, s tem, da bo delo v posadki teklo, ker glejte, vsak človek pozna, da če nekdo že pride namrščen in takole, bo vsa komunikacija težja in je to. Se pravi, naša sama psihična, da spustim zdravstveno pripravljenost, ampak tudi psihična pripravljenost za delo je še kako pomembna. Sej takrat, ko so enostavne naloge, to ne odtehta toliko, ko pa to gre v te nepredvidene, tudi kot je bilo nazadnje pri reševanju, je pa to levji delež tega, kaj bomo zares lahko naredili. Torej vam je uspelo tudi med poplavami nekako ohranjati mirne živce in dobro komunikacijo? Pa kolikor sem tudi, ker seveda nisem bil vse dni sam v službi v tistih dneh, ampak kolikor sem pravzaprav sprejel ta mnenja kolegov, je pravzaprav bilo to ravno to in je kljub na nek način zelo težkemu delu, je pa vzdušje bilo najboljše ravno v tem času. Ravno zato, ker je bil cilj jasen, ker so lahko sodelovali, ker so lahko pokazali, kaj znajo na neki način in je bilo, kar se tega tiče, motivacija izredna. Pa bi rekli, da je bila to najzahtevnejša akcija ali pa najzahtevnejše obdobje v času vaše kariere ali je bilo še kakšno prej takšno, ki bi ga izpostavili? Pa bom rekel, je bilo res eno bolj zahtevno. Težko bi katerega drugega izpostavil, zato ker se niso tako nenadoma zgodile. Saj seveda najtežje so pokasirali ravno tisti, ki so bili prav tisti dan nevede načrtovani. In seveda tam se je začelo najtežje v najtežjih pogojih. Seveda tudi naslednje dni je tudi vreme pokazalo druge, torej lepše barve in je vse to pravzaprav bilo neprimerno lažje.
Ampak to pač je kot je. Morda samo še za konec eno tako vprašanje, kaj bi vi rekli ali pa izpostavili, da je pa najlepši del vašega poklica? Leteti. Biti v zraku. Ne, glejte, gotovo. Je leteti, imamo na neki način v tem letalskem pogledu, da rečem tudi neko svobodo, saj v končni fazi do tega dela vsi pridemo z neko to voljo, željo že odprej in na nek način je to, kar te drži in za kar si tudi pripravljen, povemo, tudi slab del kot vsake službe sprejeti in iti naprej. Brez tega bi bilo veliko težje. Najlepša hvala, gospod Igor Zrinski. Slovensko vojaško letalstvo je 12. januarja praznovalo pomemben mejnik v svoji zgodovini. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je potekala slovesnost, ki se je spominjala prvega bojnega poleta članov ljubljanske letalske stotnije, ki se je zgodil 12. januarja 1919. leta. Takrat sta dva pripadnika odvzela na izvidniški polet nad Koroško, kar predstavlja zelo pomemben dogodek v zgodovini slovenskega letalstva. Dogodek je bil zaznamovan slovesnim postrojem pripadnic in pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva, ki je potekal v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Prisotne so nagovorili predstavniki Slovenske vojske in obrambnega ministrstva, na ogled pa je bila tudi razstava letalske opreme in tehnologije. Nahajamo se pred hangarjem 152. letalske eskadrilje na letališču Cerklje v Krki, kjer smo imeli praznovanje 105. obletnice slovenskega vojaškega letalstva. Obeležujemo ga, ko je bil izveden prvi polet ljubljanske letalske stotnije leta 1919. Ob tem prazniku smo podelili kar nekaj priznanj. Podelili smo priznanja in pa zahvale upokojnim pripadnikom 15. polka, potem tistim najzaslužnejšim pripadnikom 15. polka, ki so v letu 2023 pokazali največ oziroma dali največ od sebe, in pa seveda tudi podelili krilca tistim pilotom, ki so dosegli nivo usposobljenosti, da si ta krilca tudi zaslužijo, in pa krilca tehniku letalcu, ki je končal svoje izobraževanje v letu 2023. Pa si poglejmo še, katere so bile tiste novice, ki ste jih največkrat kliknili na našem spletnem portalu eposavje.com. To pa je tudi vse, kar smo vam pripravili tokrat. Seveda sledimo dogodkom in se ponovno gledamo prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.